Slednje lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Hvala predsednici vlade Republike Italije, Giorgi Meloni, za te res spodbudne, predvsem pa prijateljske besede. Slovenija in Italija sta ne samo dve sosedi, ampak dve sosedi, ki jih veže bogata, tudi zgodovina, predvsem pa lepa in bogata prihodnost. In danes smo govorili predvsem o tem, na kakšen način lahko med dvemi prijateljskimi državami poskrbimo, da bojo ne samo ljudje ob meji, ampak tudi ljudje ob meji, ne samo manjšine na obeh straneh meje, ampak vsi prebivalci Italije na eni strani, prebivalci Slovenije, imeli od sodelovanja več. Pogovarjali smo se o strateških področjih, ne smemo pozabiti, da je bila Italija prva, ki je v lanski zimi, ko je v celi Evropi primanjkovalo zemeljskega plina, priskočila Sloveniji na pomoč s paktom o solidarnosti, z dogovorom o solidarnosti. Alžirski plin, ki se ponovno danes steka v Slovenijo, prihaja preko ozemlja Republike Italije. To je bila ena zelo pomembna gesta, ki smo jo mogoče pričakovali od kakšnega drugega sosednje države, pa je nismo bili deležni. Italija je to naredila brezpogojno. Podobno imamo zelo dobro sodelovanje na drugem strateškem področju, poleg energetike, na področju obrambe. In tudi na tem področju se v bodoče obetajo še tesnejše povezave. Ne samo pri vojaškem sodelovanju, ne nazadnje smo bili v marsikateri skupni misiji znotraj okvira NATO in na Balkanu in tudi širše. Obeta se sodelovanje tudi med vojaškima industrijama, ne nazadnje Slovenija je danes pred nakupom pomembne opreme za svojo vojsko in italijanska industrija je pri tem zelo aktivna in tudi dobrodošel dobavitelj opreme. Poleg tega, če hočete sodelovanja, pa mislim, da gre v odnosih med Slovenijo in Italijo tudi za zelo pomembno zavezništvo. Zavezništvo, ki se kaže pri delovanju na Evropskem svetu, kjer sva člana z premijerko Meloni, pa tudi zavezništvo, ki se lahko pokaže v bodočih iniciativah in tudi o tem smo danes pregovorili, predvsem pri iniciativi glede humanitarne pomoči Gazi. Italija je poslala že na to območje svojo bolnišnico na ladji, spravi ladijsko bolnišnico in danes ponovno poudarjam, da je Slovenija pripravljena in bo sodelovala tudi s svojimi kapacitetami pri tej iniciativi. Želimo, da se humanitarna pomoč Gazi na vsak možen način čim prej odpre in verjamemo, da je ravno morska pot ena od tistih načinov, kako lahko pomembno pomagamo prebivalcu, nesrečnemu prebivalstvu Gaze, da čim prej pride do njih humanitarna pomoč. In tle smo hvaležni Italiji za njihovo iniciativo in kot rečeno se bomo z veseljem tudi pridružili. Seveda smo se pogovarjali danes tudi o tem, kako je manjšina na obeh straneh meje, ki je mogoče v preteklosti bila tudi vir konfliktov, danes ravno obratno je lahko vir sožitja in verjamemo, da ravno s tem, ko manjšini damo ustrezno mesto, tudi v dialogu med državama, lahko ta dialog še okrepimo. Pogovarjali smo se o tem, kako izkoristiti enkratno priložnost, ki jo ponuja Evropska prestolnica kulture, prav na obmejnem območju med mojo rojstno Novo Gorico in pa Goricijo iz Italije, kako to priložnost izkoristiti za še boljše sodelovanje, ne samo med obmejnima mestoma, ampak med obema državama in z veseljem izrekam povabilo prijateljici premijerki Meloni, da se ob tej priložnosti, ko bo prišlo do v tem primeru Evropske prestolnice kulture, tudi srečava na samem mestu, da nam na nek način z veseljem povabim v Slovenijo, da tja pride celo peš,
zato da tudi na ta način izkažemo bližino obeh držav, pa predvsem pa bližino ljudi, ki živimo na obeh straneh meje. Grazie.